Zdaj me je presekalo, zakaj imaš ti na Instagramu več sledilcev kot... Kdo? Kaj ti? Ja. This is where I sit. Alright, come on, let's go. Ava Dalin, go. Ava, tell me something. What's your favorite car brand? Do you have a favorite one? Tiger? The lion, you mean? Peugeot? Ja, Peugeot pa Audi. Peugeot and Audi, alright. Ok, to malo v vrtu, zdaj pa današnji plan. A ja, najprej se vemo, kjer avto imam, ne? Mercedes B, tako da danes govorimo o tem avtu. A to narediš, ko se prevežeš, ne? A ja, pa še en presenečenje imam, za Jureta. A se spomniš, lani, ko sem prišel z Amerike, sem mu prinesel NASA kapco. On tisto kapco nosi vsak dan, kamorkoli gre. No pa sem počel neki brsko po Mariji in kaj sem najdel. To sem zase kupil, ampak jaz nimam srca, da bi jo jaz začel nositi, ker vem, da je Jure uno znosil do konca, tukaj spredje je že strgana. Tako da mislim, da ga bomo danes malo presenetila, prav. Polovar sem zamenil, ko sem se polil. Ok, zdaj pa tako, kot sem rekel, na vrsti je Mercedes B. Če uporabim besede človeka, ki bo kmalu dobil novo kapco, on je v svojem članku v B-u napisal, da je Mercedes B avto, ki ni podlegel trendom križanja. Se veš, vsi zapuščajo klasično enoprostorsko zasnovo in se selijo na križance. B je na en način taka dost velika izjema. Ampak veš kaj? Upravičeno. A veš, B je tole monovolumensko zasnovo obdržal z razlogom. Več kot očitno je, da Mercedes še vedno proda veliko teh avtomobilov. Tako da, če mene vprašaš, je ta odločitev čist pravilna. In v takem primeru trendi niso niti malo pomembni. Pomemben je, kaj se v resnici na ulici v salonih dogaja. A kaj se dogaja? Ljudje ga kupujejo, to se dogaja. Tudi v Sloveniji. Pa konec koncev, če pogledamo grobo osnovo, se ta avto ponaša s praktično enakimi ali pa zelo podobnimi prednostmi kot klasičen SUV. Visok položaj sedenja, ajde, ne toliko visok kot pri SUV-jih, ampak dosti visok, da je v kabino pa iz kabine dosti lahko iti. Mislim, daj pogled to. A veš, sedaljni deli sedežev spredi in zadnji so za kar 10 cm višji od tal kot pri Mercedesu A. Zdravo. Čau. Kam bežiš? Kva boste, povejte, no? Oči je. Ok, kva je oči? Daj razložite, no? Oči je prva verzija Tesla v bistvu. Kaj pa za en motor noter? Elektrika? 5-litrska baterija. Ok, gremo nazaj k B-ju. Druga vrsta. Placa za noge, za glavo, za vse, za velike, za majhne, kakor češ. Enoprostorska zasnova, ne? To se najbolj točno tukaj pozna. In v bistvu, če ne prej pol takrat, ko si tukaj v drugi vrsti spoznaš, da je B prvenstveno, primarno družinski avto. A veš, zelo pomemben je, kakšen je feeling v drugi vrsti, če bi ti rad, da se ljudje, pa ne samo otroci, počutijo dobro. In prostor, količina prostora je eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši dejavnik. Vstop in izstop v kabino mora biti lušten. Tukaj je lušten. Svetlost kabine je en pomemben faktor. Tukaj imaš svetlobe, kakor češ, če to doplačaš. Ajde, je pa ena stvar, ki mi tukaj v drugi vrsti ni toliko všeč. Pomik druge vrste, vidiš, kamor ne gre, no tega je treba doplačati. No pa da ne pozabo na tale del, kar vidiš je 455 litrov kufra. Tukaj je zdaj en hec. Ta avto ima manj kufra kot prejšnji B, predvsem zaradi oblike karoserije. Za dobrih 30 litrov manj, ampak ko enkrat podreš klop, se vse skupaj več ali manj izenači. Ampak če eno tako zelo na grobo usekam, jaz mislim, da 455 litrov za eno povprečno veliko familijo je dovolj. Ko pa pridemo do ambienta, jaz sem pa tukaj že toliko besed porabil, da sem razlagal o drugih sodobnih Mercedesih, o A-ju, konec koncev tudi v B-ju, E-ju, E-kupeju, C-ju, pa S-u. Hočem reči, da tukaj ne bom zgubil besed, ker sem že po eni strani dosti povedal, drugič pa zato, ker je feeling tukaj v kabini res odličen. Je pa nekaj res. Veliko vas je, katele zasnove s tole veliko instrumentno digitalno ploščo, ki se vleče od volana pa do praktično sredine kabine, veliko vas je, ki jo ne marate niti malo. Tako da, kar rečem, da ambient pali, ne glede na to, a je tukaj le fake karbon ali pa ne, moraš vedeti, da je to moje mnenje. A veš, jaz verjamem, da tale digitalna instrumentna plošča ni po okusu vsadzga. Enim recimo ni všeč, ker malo ven štrli, drugim ni všeč, zato ker so zaljubljeni v Mercedesovo klasiko. Da se razumemo, tukaj se ne bomo nikoli ujeli, nič hudega. Prav tako ne bom zgubljal besed, ko pride do varnosti pa tehnološke naprednosti, zato ker ta avto je tudi na tem področju odličnjak. O tem sem govoril že na prvi vožnji. Varnostno zelo solidno je opremljen že tudi v osnovi, kar ni nepomemben. Ok, zdaj pa preden brata atmosferca razveselim s tisto kapco, še ena stvar, ki me
me je malo zmotila, pa da se razumemo, tega ne zameram avtu, ki ni nič kriv. Kriva je oseba, ki ga je skupaj sestavljal v konfiguratorju. Lej, avto je fin, paket AMG ga naredi še bolj športnega, bolj agresivnega. Dost placa ima, super se pele, o tem sploh govoril nisem, pa se sem dost povedal že na prvi vožnji. Varnostni odličnak pa še mrske. Ampak pri vsej tej opremi, a veš kaj mu manjka? Pameten ključ. Toliko fin avto, ki mi je mimogrede ful všeč, tudi Tina ga je en krog pelala, pa je rekla, jaz bi ga imela. Pa veš, kolikrat se je zgodilo, da sem prišel do kljuke, pa sem naredil, a ja, se res, pa pol po žepih, pa ključ. Saj, če imaš Mercedesa, je tudi to na en način sladek problem, ko se pritožuješ, zato ker moraš tipko stisniti, ne? Ampak pri sodobnih finih avtih je tako, da so več ali manj že kar vsi po vrstu opremljeni s pametnimi ključi. Nič. Zdaj pa mislim, da grem jaz malo Jureta razveseliti, prav. Kje si ti? Zdaj me je presekalo, zakaj imaš ti na Instagramu več sledilcev kot. Ko kdo? Kaj ti? Ja. Zakaj? Zato, ko moj telefon ima samo eno lečko. Tvoj ima pa 3 in to pomeni, da tvoji sledilci so tako, ko oni, ko v kinu v prvi vrsti sedijo, ko prej film vidijo, ko oni za njimi. Jaz sem nekaj zate. Povej. Za miš. Čakaj, Lahko že malo gledam. lahko pogledaš. Moja kapa je dobila moža. O, ne, prijatelj že drugič.